Celjski mestni svetniki sprejeli letošnji proračun v prvem branju. V vodstvu Čebelarske zveze Slovenije zagotavljajo, da je slovenski med varen. Celjski rokometaši po zmagi na Poljskem spet v igri za osmino finala Lige prvakov. Rokometašice Celja celjskih mesnin visoko dobile derbi s Krko iz Novega mesta. Dober večer, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Celjski mestni svetniki so na današnji seji mestnega sveta v prvi obravnavi potrdili odlok o proračunu mestne občine Celje za letošnje leto. Ta na prihodkovni strani predvideva dobrih 51 milijonov evrov prihodkov ter na drugi strani 53 milijonov in 900 tisoč evrov odhodkov. Na pripravo proračuna je najbolj vplivalo znižanje povprečnine, ki za leto 2016 znaša 522 evrov, ter na drugi strani vse večje zakonsko določene obveznosti, ki jih morajo izpolnjevati lokalne skupnosti. Zelo dobro se zavedamo, kaj so obveznosti občine skladno z zakonodajo. Se pravi, občina je dolžna skrbeti za te socialne transfere, ki ste jih omenili, se pravi predšolsko, osnovnošolsko mladino, starostnike nad 65 let in pa na občinske ceste, se pravi vzdrževanje občinskih cest. To je tisto osnovno, kar bi naj lokalnim skupnostim zadostovala ta povprečnina, ki jo dobijo povrnjeno preko davkov, preko dohodnine nazaj. Vse, kar je pa več od tega, so pa dejansko evropski razpisi, ki smo ugotovili, da jih ni, ki zamujajo 2 leti. Potem imamo tle en prihodek še iz nadomestila za stavbno zemljišče, ki se dejansko vrača nazaj v komunalno infrastrukturo oziroma v cestno infrastrukturo. In koliko mestna občina Celje letno izgubi zaradi nižje povprečnine? Zdaj, jaz izhajam iz številke, koliko smo dejansko dobivali v letu 2012-2013 in koliko smo dobili v lanskem letu in letošnjem, se pravi vsako leto 2 milijona evrov od leta 2013. Ampak seveda bi rekel, bistvo zadeve se skriva v tem, da ta povprečnina, ki je sedaj določena, ni povprečnina, ki jo določa zakon o financiranju lokalnih skupnosti. Slišali ste znesek 6 milijonov evrov, se pravi, če pomnožimo zdaj teh 6 milijonov še krat 3, potem je to 18 milijonov v 3 letih. Mestna občina Celje se bo v letu 2016 zadolžila za 4 milijone evrov. Letos bo odplačala 2 milijona in 700 tisoč evrov starega dolga, proračunski primanjkljaj, ki znaša poldrugi milijon evrov, pa bo pokrila s stanjem na računu, kjer je imela 31. decembra lani 1,5 milijona evrov. Jaz ne vem, kje je strah pred tem zadolževanjem. Zakonodajalec, se pravi vlada oziroma država, nam predpisuje postopke zadolževanja, predpisuje višino zadolževanja. 10 let, kolikor sem tle na mestni občini Celje, nikoli nismo imeli problemov z vračanjem svojih obveznosti do dolgoročnega zadolževanja, tako da ne vem, v principu ne razumem teh vprašanj okoli zadolževanja. Svetniki stranke Modernega centra so vložili 13 predlogov za znižanje proračuna za več kot 1,2 milijona evrov, ter 5 predlogov, s katerimi bi določenim področjem zagotovili dodatnih 250 tisoč evrov. Problem proračuna je predvsem v tem, da so neravnoteženi prihodki in odhodki. Proračun izkazuje nekako presežek odhodkov nad prihodki v višini 3 milijone evra in to je naš izhodiščni položaj, izhodiščna točka, s katerega izhajamo. Mi smo v našem predlogu danes, razprava vidite je trajala sigurno 2-3 ure, predstavili 18 predlogov, kako bi lahko prispevali k temu na podlagi naših predlogov, da bi zmanjšali primanjkljaj za cirka 1,2 milijona evrov. Ja, jaz upam, da bo upoštevali naše predloge, saj so sigurno kritični, objektivni in imajo neke argumente v vsebini. Sicer problem je tem, mi delujemo kot kritična opozicija, vendar izkušnje kažejo, da so naši predlogi
mogoče le delno upoštevani, ocenjujem cirka 20%. Smo se razhajali na zgodbi, ali so potrebni prihodki, ki jih seveda država jemlje občinam že vsem tem času. Jaz sem jasno povedal, slabih 6 milijonov je tistega manj, kot bi nam po zakonu o financiranju občin in jasni formuli pripadalo. To bi pomenilo tudi, da se mestni občini ne bi bilo potrebno zadolževati, da bi imela dodatna sredstva za investicije. Na drugi strani je pa predvsem svetniška skupina SMC še želela na nek način oklestiti izdatke, se pravi tisto, kar je pomembno za neko normalno funkcioniranje delovanje države, tudi za države, občine, tudi za kakšno investicijo, ki je potrebna in je tudi gonilo nekega razvoja. Svetniki so po skoraj 3-urni razpravi v prvi obravnavi sprejeli predlagan osnutek proračuna za letošnje leto. Pred dnevi je Nacionalni inštitut za javno zdravje še enkrat potrdil, da je slovenski med varen in ne predstavlja nevarnosti za zdravje. Prisotnost amitraza v analiziranih vzorcih je bila namreč pod dovoljeno mejo 0,2 mg na kilogram medu. V Čebelarski zvezi Slovenije so sicer sprejeli nekaj ukrepov, slovensko čebelarstvo pa je po kakovosti v svetovnem vrhu. Je danes ob robu obiska čebelarskih društev v celjski regiji dejal predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč. Po čebelarski aferi je minuli teden Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin objavila prvih 10 čebelarjev, ki so uporabljali neregistrirane pripravke za zdravljenje varoze. Med njimi sicer ni čebelarjev z Celjskega. Čebelarska zveza nikoli ni nasprotovala objavi, seveda pa je vprašanje, kaj ta seznam prinaša, kaj konec koncev glede na analize je ta med popolnoma enako varen kot vseh drugih čebelarjev in se je prav tako, bom rekel, vreden zaupanja. V Čebelarski zvezi tako znova poudarjajo, da je med za potrošnike varen, kar je pokazala tudi analiza Inštituta za varovanje zdravja. Kljub vsemu so sprejeli nekaj ukrepov. Žal se je, bom rekel, v javnosti ustvarila napačna zgodba, ampak še enkrat, nobena analiza v zadnjih 10 letih ni pokazala, da bi bil kakorkoli slovenski med problematičen, tako da smo lahko veseli, da je temu tako. Pripravili smo, bom rekel, določen program tudi na čebelarski strani, da skušamo še bolj čebelarjev osvestiti, kakšne ukrepe morajo v svojem čebelarstvu početi, da na koncu koncev tam, ko so napake, da se popravijo. Jaz verjamem, da slovenski čebelarji bomo, bom rekel, tiste napake, ki so bile odpravili, ampak še enkrat pravim, važno je, da med nima nobenih posledic. Da je afera omajala zaupanje v slovenski med, potrdijo v čebelarskih društvih. To je kar velik udarec za nas čebelarje. Naše društvo podpira to, da se ne izvaja taka nedovoljena sredstva, ker tudi vsak čebelar mora skrbeti, da bo čebele zdrava, narava zdrava. Tudi kar mi polijemo, to tudi pojemo ali pa spijemo. Predsednik Čebelarske zveze Slovenije je sicer čebelarje z Celjskega obiskal v sklopu promocije pobude za razglasitev Dneva čebel, o kateri smo na naši televiziji že poročali. Pobuda je, kot kaže, dobro sprejeta, saj jo v vseh slovenskih krajih podpirajo tako lokalna skupnost kot številne druge organizacije in posamezniki. Konec prejšnjega tedna pa je bilo jasno tudi, da bodo pobudo na naslednji seji obravnavali v Organizaciji Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. Mislim, da je popolnoma realno, da bo septembra 2017 v New Yorku ta zadeva na skupščini izglasovana. V tem trenutku je zelo pomembno to, da bo ta odbor FAO v Rimu to na svoji skupščini obravnaval in jaz sem prepričan, da bo Svetovni dan čebel na 20. maj drugo leto septembra razglašen. K dobremu sprejetju projekta so veliko prispevala tudi lokalna društva, ki dobro sodelujejo z občinami, vzgojno-izobraževalnimi organizacijami in drugimi društvi. Vojniško, na primer, svoj podmladek izobražuje na 5 šolah. Doslej so postavili tudi 3 šolske čebeljake. Letos bodo podobnega postavili v Novi Cerkvi, z aktivnostmi pa želijo začeti tudi na podružnični osnovni šoli v Šmartnem v Rožni dolini. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 11. krogu Evropske lige z 31-26 zmagali na gostovanju pri Wisli Plok in si tako povečali možnosti za uvrstitev v osmino finala najelitnejšega evropskega tekmovanja. Za napredovanje morajo v zadnjih 3 tekmah osvojiti najmanj 3 točke.
Pivovari so pogumno začeli obračun za biti ali ne biti. Že od prve minute naprej so grizli v obrambi, kjer se je še posebej izkazal vratar Ivan Gajić, ki je hitro pokazal, da je v izjemni dnevni formi. Ob polčasu so varovanci trenerja Branka Tamšeta vodili 17-12, v 40 minuti pa po golu Vida Poteka že za reci in piši 10 golov. Na koncu so slavili več kot zasluženo zmago s 5 goli naskoka. Mislim, da nam je prvič uspelo sestaviti vse kocke, se pravi dobra obramba, hiter protinapad in pa napad z izdelanimi meti. Prav tako pa je imel tudi Gajić svoj večer in mislim, da smo zasluženo zmagali. Na Poljskem je bil z 8 goli najučinkovitejši Blaž Janc. Mislim, da smo 40 minut imeli srečanje povsem pod kontrolo, nato pa je sledil en padec na črna luknja, ki nas drži že od začetka sezone, ampak razlika je bila previsoko in tudi na koncu smo tekmo mirno pripeljali. Veselje je bilo, ampak kaj malo nas je trener umiril, namreč še vedno imamo priložnost, da pridemo iz skupinskega dela in že v soboto nas čaka tekma s Flensburgom, kjer bo ponovno potrebno pokazati vse svoje znanje, da ohranjamo možnosti za napredovanje. Jutri celjske rokometaše čaka tekma državnega prvenstva. V Celju bo gostovala Sevnica. Ja, jutri nas čaka še tekma s Sevnico, ki pa ima določene probleme in so začeli za njo igrati mladinski fanti iz mladinske ekipe, zato posebna priprava na to tekmo ne bo potrebna, bo pa zato več časa za pripravo za tekmo s Flensburgom. Celjani bodo v soboto v 12. krogu Lige prvakov gostili Flensburg, nato gostujejo v Zagrebu, za konec pa sledi še domač obračun z Bešiktašem. Za 6. uvrščeno Vislo zaostajajo za 3 točke. Upanje po napredovanju pa še ostaja. Če bi kalkulirali, se hitro ušteješ, čakajo nas še 3 tekme, v katerih potrebujemo polovični izkupiček in že s tekmo s Flensburgom bi si na široko odprli vrata, prav tako pa bi si dvignili samozavest, ki je še kako potrebna v odločilnih tekmah. Mislim, da v Celju publika zna začutiti, da je tisti potrebni trenutek, ko fanti potrebujemo pomoč in mislim, da je točno ta trenutek prišel zdaj, namreč zmaga proti Flensburgu bi nam na široko odprla vrata v napredovanju. Sobotni obračun Celja Pivovarne Laško in Flensburga se bo začel ob 19:30. Rokometašice celjskih Mesnin so v derbiju 14. kroga državnega prvenstva z 31-22 premagale Krko iz Novega mesta. Celjanke so na 3. mestu prvenstvene lestvice, zbrale so 21 točk in imajo 3 točke prednosti pred 4. Mlinotestom. Gostiteljice so v dvorani šolskega centra Celje odlično začele in povedle z 8-3. Dolenjke niso vrgle puške v koruzo in so se še v prvem polčasu približale na 2 zadetka zaostanka. Varovanke Rajka Begoviča so razliko ob koncu prvega polčasa povišale in ga dobile 16-12. Mesninarke so odlično začele tudi drugi polčas, saj so povedle z 22-15. Sledilo je obdobje, ko se je Krka približala na 23-20 in imela celo še napad. Na srečo so domača dekleta znova strnila vrste in z delnim izidom 5-0 povišala prednost in odločila tekmo. Končna razlika je znašala 9 zadetkov. V zadnji četrtini igralnega časa je z desnega krila gostujočo mrežo polnila Jasmina Pišek. Skupaj je dosegla 8 zadetkov in bila najučinkovitejša v domači zasedbi. Jaz bi najprej čestital nasprotnikom za dobro prikazano igro. Sicer smo mi že kar dobro povedli, pa so nas skoraj malo dohiteli. To je naša stara rana, saj vemo, da ne morejo skozi igrati 100%, je težko biti skozi koncentriran, vendar na koncu smo se spet pobrali, pokazali, da znamo igrati dober rokomet in varno razliko pripeljali tudi do konca. Gostujoča ekipa je izvajala kar 10 7-metrovk in iz njih dosegla 9 zadetkov. Kako se je odvijala tekma, res je bilo tako, da so imeli nasprotnice veliko 7-metrovk, tu smo malo bolj držali te zunanje igralke, zato je bilo več prostora na črti, tam so nas malo prebijale. Slučajno je ena igralka, teda golmanca, ena zbolela, tako da ni
ta je še premlada, da bi lahko nosila neko veliko breme na tekmi in ne glede na to tudi na neuspešnost naših golmanov pri 7 metrokih, ampak uspešnost je bila v branjenih strelih od zunaj. V celjski ekipi so se zadetki v prvem polčasu enakovredno porazdelili med vse igralke, v drugem pa je zablestela Jasmina Pišek. Ja, danes je bila res izjemna, ampak to je plod cele ekipe. Vse ekipe so igrale, naša cela ekipa je igrala v obrambi in zato je ona tudi prihajala iz kontra do priložnosti za strelo za gol in tako je tudi dosegla največ golov. Naslednja ligaška tekma Celjanke čaka šele 28. februarja v Mariboru. Po noči se bo meja sneženja ob močnejših padavinah v notranjosti Slovenije večinoma spustila do nižin. Burja se bo še nekoliko okrepila. Jutri dopoldne bodo padavine ponehale, veter se bo polegel. Sredi dneva in popoldne bo v vzhodnih krajih deloma jasno, drugod bo še oblačno. Najnižje jutranje temperature bodo okoli nič, najvišje dnevne od 3 do 9 stopinj Celzija. V četrtek se bo od zahoda postopno jasnilo, le na vzhodu bo še več oblačnosti. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. V petek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne bo predvsem v zahodni in severni Sloveniji možna kakšna ploha. To so bili današnji dogodki dneva. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Lep preostanek večera in nasvidenje.